Wilhelm Reich, Umor Kristusa ali Čustvena kuga človeštva, je knjiga, v kateri je veliko razmišljanja ne samo o Kristusu, ampak tudi o vseh drugih ljudeh v zgodovini človeštva, ki so bili na podoben način nerazumljeni, zasmehovani, preganjani in na koncu obsojeni. In eden takih je bil tudi Giordano Bruno, o katerem govori 11. poglavje, ki nosi naslov Mučenigo. Umor Kristusa v Giordanu Brunu. Obstajajo prazne duše, ki so željne nekakšnega vznemirjenja, ki bi zapolnilo njihove prazne, puste ume. Posledično bodo takšni ljudje kot jajca valili zlo. Ne vsi izmed njih, to je res, a nekateri bodo to storili in njihove žrtve bodo najpogosteje ljudje, kot je Giordano Bruno. In Giordano Bruno je izbran kot žrtev, ker je na novo odkril Kristusa v vesolju, to je ljubezen Božjo z vidika astrofizike. Bruno je v 16. stoletju zgolj z mislijo uspel napovedati odkritje kozmične orgonske energije, kar se je nato dejansko zgodilo v 20. stoletju. Odkril je medsebojne odnose med telesom in umom, posameznim organizmom in njegovim okoljem, temeljno enostjo in raznoterostjo vesolja, neskončno vesolje, ki zaobjema neskončno mnoge svetove in vse to zajel v miselni sistem. Vse obstaja zase in je hkrati sestavni del celote. Posamezna enota, torej duša, obstaja zase in je hkrati del celote, ki je neskončna, ena in mnogotera obenem. Bruno je verjel v univerzalno dušo, ki poganja svet. Ta duša je bila zanj enaka Bogu. Bruno je bil v bistvu funkcionalist. Poznal je simultano funkcionalno identiteto in antitezo, četudi zgolj v abstraktni obliki. Gibal se je znotraj splošnega toka, ki je 400 let kasneje človeško misel ponesel do konkretne formulacije funkcionalnih orgonometričnih enačb. V skladu s svojim orgonomskim čutom je opisal številne značilnosti atmosferske orgonske energije, ki je odkritelj življenjske energije v 20. stoletju naredil vidno, obvladljivo in uporabno na praktičen bioenergetski način. Za Bruna so imeli vesolje in vsi njegovi delci značilnosti enake življenju. V njegovem sistemu ni bilo nobenega nepremostljivega nasprotja med individualizmom in univerzalizmom, saj je posameznik sestavni del vseobsegajoče celote in ne samo številka dela v vsoti delcev kot v mehanični matematiki. Svetovna duša je bila v vsem in je delovala kot individualna duša in istočasno kot sestavni del univerzalne duše. Ti pogledi so kljub njihovi astrofizični formulaciji v skladu z modernim orgonomskim funkcionalizmom. Bruno je odkril pot, ki vodi do poznavanja Boga, torej je moral umreti. In res je umrl. Smrt 9 dolgih let od 1591 do 1600, ko je bil 16. februarja zgodaj zjutraj ob spremljavi molitev strani dedičev Jezusa Kristusa odpeljan na grmado in predan z ugljem, vse v imenu ljubezni do stvarnika. Čeprav je katoliška cerkev zaradi velike moči, ki jo uveljavlja nad milijoni človeških duš, razvila krute tehnike graditeljev imperijev, čeprav jih je razvila v veliko umetnost,
med njimi zažiganje nevarnih iskalcev resničnosti Kristusovega sveta na grmadi, bi bilo narobe te hudičeve načine pripisovati zgolj cerkvi. Cerkev ni nič bolj odgovorna za ustvarjanje in vzdrževanje metod čustvene kuge, kot so bili odgovorni Neron ali Kaligula ali Džingis Kan ali v modernem času Hitlerji in Stalini. Kuga je razvila svojo nezaustavljivo malignost povsod, kjer so se morali voditelji soočiti s težko nalogo ohranjanja bolnih, omrtvenih, krutih množic skupaj v enotnosti in sodelovalnosti. Brunovi nauki, pravilno usmerjeni, kot so bili, so seboj nosili preveliko silo, preveč moči, ki bi lahko spremenila red, ki je držal skupaj še vedno dremajočo množico človeških živali, množico, ki bo pred iztekom prihodnjih 3 stoletij svoje sanje razvila v staje, ki jim je bilo usojeno pretresti svet človeka do samih temeljev. Dovoliti, da odkritje Boga in njegovega kraljestva postane praktična realnost, ljudem omogočiti, da s svojimi umi in srci in v svojih praktičnih življenjih dosežejo, kar je cerkev spremenila v skrivnost, odrinjeno daleč stran v nedosegljiva nebesa, bi pripeljalo do prezgodnje sprožitve vsesplošne katastrofe. To je tragedija vsega znanja, ki se ob napačnem času rodi v nepripravljen svet. Bruno Nolančan je torej moral umreti. Le redko so inkvizitorji na visokih položajih, generalni tožilci ali visoki škofje uveljavljenih prepričanj tisti, ki sprožijo težave. In ni množica pasivnega, trpečega in sanjajočega človeštva tista, ki pelje Brune pred inkvizicijsko sodišče, kjer so vnaprej obsojeni na smrt in od tam odpeljani na grmado in zažgani. Ne inkvizitor, ne speča množica človeštva nista niti se ne počutita odgovorna za smrt znalca. Speči ljudje se niti malo ne zavedajo, kaj se izvaja v njihovem imenu. Inkvizitor pa samo sledi postavljenim pravilom določenih zakonov, mehanično, leseno, kot robot, brez milosti in brez svobode, da bi lahko ravnal drugače. Resnični morilec, ki sproži grdo predstavo, je ponavadi nevpadljiv, vzoren državljan, ki nima nobene zveze ne s problemom speče in sanjajoče črede ljudi, ne s težkimi administrativnimi odgovornostmi inkvizitorjev in sodnikov. Pravi morilec je krvoločna zver, ki opozori na pobeglega zapornika ne zato, ker bi sovražil zapornika ali ker bi želel povrniti pravico ali ker bi karkoli vedel o vsej zadevi. Resnični morilec je naključni nebodigatreba, nezgoda, ki doleti žrtev brez smiselnega razloga, kot zablodela krogla iz puške lovca, ki zgreši srno in ubije nič hudega slutečega mimoidočega lovskega čuvaja. Resnični morilec te dotične osebe ali kakega drugega posameznika nima namena ubiti. Žrtev postane plen pogubnega morilca iz razlogov, ki nimajo prav nobene zveze z njenim pravim življenjem ali z njenimi prepričanji ali odnosom do morilca. Žrtev je morilcu v določenem trenutku samo slučajno prekrižala pot. V trenutku, ki nosi pomen za življenje morilca, ne pa za življenje žrtve. Rabelj, ki je plačan za svoje delo ubijanja, ne sovraži svoje žrtve. Ne izbere je in ji ne želi nič hudega. Rabelj ubija, ker je izbral poklic ubijanja. Ne glede na to, kdo se znajde pod njegovo sekiro ali rezilom giljotine ali na električnem stolu.
Morilec po drugi strani ubija, ker mora ubijati. Žrtev postane žrtev samo zato, ker je v določenem prikladnem trenutku slučajno bila nekje v bližini. Morilec Giordana Bruna je bil slučajno beneški plemič z docela nepomembnim imenom Giovanni Mocenigo. To ime nima nobenega racionalnega pomena. Pred umorom ni nihče slišal zanj in po umoru nikomur ni bilo dovolj mar, da bi si ga zapomnil. Njegovo ime bi prav lahko bilo Kočenigo ali Martenigo, sploh pa ne bi ničesar spremenilo. Mocenigo je ne entiteta v kar širokem smislu. Ne ve ničesar, ne počne ničesar, ne ljubi ničesar, ni mu mar za nič, razen za svojo popolno ničnost. Poseda naokoli ali pohajkuje naokrog, ne nujno vedno v palači, in iz navade goji zlo. Sanje o zlu proizvaja, kot kokoš nese jajca, eno vsake toliko časa. Prepameten je, da bi kar tako delal zlo, kot preprost, predrzen, zaletav kriminalec, kot na primer oropal banko, da bi zlahka prišel do denarja, ali napadel dekle na ulici iz seksualne sestradanosti. Poguben morilec niti ne poda smiselnega razloga za svoja zla dejanja. Ker v njem ni nobenega smiselnega razloga, da bi storil zločin, mora razlog za ubijanje poiskati v nekom drugem. Njegova lastna pustost duše in praznost uma nista dobra razloga za ubijanje. Zakaj bi ubil nekoga drugega, če je sam prazen kot puščava? Škodljiva osebnost bo torej izdelala najbolj dovršen razlog, da nekoga ubije, sploh ni važno koga. Žrtev mora imeti samo eno značilnost, da bi podala dober razlog za svoj umor. Na nek način mora biti v neskladju z načini speče ali sedeče množice najbolje duša, kot je Kristus, ki pozna vonj večnosti. Poguben morilec v nasprotju z racionalnim morilcem, ki mu gre za denar ali posilstvo, z umorom ne bo pridobil ničesar. Svojo žrtev umori preprosto zato, ker ne prenese obstoja takšnih duš, kot so bile Brunova ali Kristusova ali Gandijeva ali Lincolnova. Ta človek je lahko kdorkoli v katerikoli vladni ali poslovni pisarni, na bakteriološkem univerzitetnem inštitutu ali v društvu za raziskovanje raka. Lahko je mlad ali star, moški ali ženska. Kar je pomembno, je samo ena stvar. Zlo goji iz frustriranega, kruto perverznega, genitalnega poželenja in sovraži ljubezen Božjo, ki jo je odločen ubiti v imenu Boga ali Kristusa ali nacionalne časti. In tako Mocenigo, prazen, brezdelni plemič iz Benetk, Brunu, ki je tedaj živel v Frankfurtu, napiše 2 pismi, v katerih učenjaka vabi, da ga nauči umetnosti spomina in izuma. To pomeni, da Mocenigo ve, da je Bruno izjemno bogat na precej drugačen način kot on sam in namerava svojo bodočo žrtev izsrkati do suhega. Bruno verjame v moč ljubezni, ki vsakega povezuje v vse in je vzgib vsega dobrega. In tako pristane na seznamu žrtev Moceniga. Trdno prepričan v veliko ljubezen v vesolju, ki vse ljudi skupaj povezuje v eno in ustvarja veliko dobro v človeku, tako kot je Jezus Kristus verjel v moč ljubezni kot velike sile v kraljestvu Božjem, Bruno pristane na vrnitev v dom svojega morilca. Od Bruna se pričakuje, da bo svoje znanje o veliki umetnosti razmišljanja
predal svojemu morilcu mučenigu. Tega znanja naj ne bi dal nikomur drugemu. Ko Bruno izrazi željo, da bi se vrnil v Frankfurt, da bi natisnil nekaj del, mučenik ga ugovarja in Brunu zagrozi s svetim uradom. Mučenik, kot vsak podoben morilec, ima seveda veze pri inkviziciji. To povezavo bo uporabil v škodo bogatega dejalca, če slednji morilcu ne bo želel predati svoje izjemne umetnosti razmišljanja in spomina. Mučenik je trdno odločen, da bo dobil, kar hoče, celo za ceno umora. Seveda mučeniku ni mar za znanje. Ne bi vedel, kaj storiti z njim, kako se soočiti z njim, kako mu dovoliti, da raste ali kako ga uporabiti. Sposoben je le za sedenje in gojenje zla iz mrtvih genitalij. Niti najmanj mu ni mar za znanje, za voljo vedenja ali učenja ali odkrivanja ali reševanja ugank. On si zgolj želi znanje, kot si ti želiš dober avto ali glasbeni avtomat za predvajanje veselih melodij, ali čoln, ali dekle iz določenega bara, ali samo krožni hrib, da si napolniš želodec. Prejemanje, dobiti nekaj od nekoga, ki je trdo delal in se potil za to, je to, kar je pomembno. Mučenik mora biti napolnjen znanjem, ki ga sam ne more ne proizvesti, niti absorbirati, ki ga dobi. Ne more prenesti, da bi kdorkoli drug imel znanje ali veščino pridobivanja modrosti. Ne zdrži, da bi gledal nekoga, tudi če je tisoče kilometrov stran, da uživa vero v ljubezen in univerzalno dušo, ki bi mogoče nekoč v negotovi prihodnosti lahko ali celo bi dejansko ljudi povezala v miru. Ne glede na to, ali jih imenuješ Mučenigo, ali Kajfa, ali Judež, ali Save, ali Starza, ali Stalin, vedno je in ostaja ista večna zgodba. Preprosto ne prenašajo tega. Zaradi tega pozelenevajo od zavisti, napolnjujejo jih z nevzdržno željo po nečem, kar so povsem nezmožni posedovati. Torej bodo Kristusa dostavili do križa in Bruna do grmade ali pa znanstveno sociologijo psom. Bližje, kot je bodoča žrtev Božjemu kraljestvu s svojim znanjem, bolj gotovo je, da bo s strani pogubne osebnosti izbrana za umor. Vse to se odvija, ne da bi se ena sama duša, vključno s samim morilcem, zavedala, kaj se dogaja. Ko Bruno vztraja pri odhodu, morda sluteč malignost svojega morilca, ga mučenik ponoči odpelje iz njegove postelje s pomočjo roke postave. Od tod naprej mašinerija organizirane čustvene kuge vseh časov prevzema vajeti kot robotski brusilni kamen, brez obstanka, dokler žrtev ni zmleta v prah. Zavist in zlobno spletkarjenje mučeniga ne štejeta in se niti ne pojavita med argumenti v protokolih. Pravi motiv umora ni omenjen niti predstavljen sodišču ne leta 1592, ne leta 1952, ne v Italiji, niti v ZDA, niti v Rusiji. Pravi motiv strahopetnega morilca je povsod po tem planetu prepovedano preiskovati, razen ko je govora o preprostih, rutinskih umorih, nikoli pa v primeru umora Kristusa. Pravne zbornice vseh dežel ne dopuščajo niti razprave o povodu za to ubijanje. Sodniki, ki dosojajo in rablji odkorakajo svobodni, ne glede na to, kako nedolžna je žrtev. Če se občasno zgodi, da desetletja kasneje napake ni več mogoče skrivati, mora žrtev, če je še živa, reči: najlepša vam hvala, če pa je mrtva, nekdo poklekne in pomoli na njenem grobu.
a nihče si ne drzne napasti resničnega morilca. Od tu naprej sploh ni pomembno, kaj polni protokole, ali je prepovedano, da Zemlja kroži okoli Sonca, ali verjeti v dušo vesolja, ali v univerzalno ljubezen, ali če je nekdo predaval tu ali tam, ali je bil nekdo celo življenje zgleden in je zgrešil le usodno napako slučajnega srečanja s smrtonosnim ostrostrelcem, ki strelja iz zasede. Nič ni pomembno. Saj je pravi motiv umor Kristusa, ki bi dejansko lahko dosegel strah zbujajočo uresničitev Božjega kraljestva na zemlji. Ni pomembno, ali se je Jezus dejansko razglasil za kralja Judov ali ne. To je le pretveza in tega se vsi zavedajo, zato tega nihče ne omenja in glede tega nič ne ukrene. Veljavna zakonodaja je prilagojena večnemu iskanju kraljestva Božjega, ne pa najdbi nebeškega kraljestva in ne načinom Kristusa, ki pozna načine Božjega kraljestva. Štejejo samo formalnosti. Vse, kar daje vtis pravičnosti in previdnosti, da ne bi zagrešili sodnega umora, bo skrbno varovano, da bi bil umor lahko izveden na pravilen, zakonit način. Nihče nikoli ne bi smel biti obtožen krivičnosti. Častna kartoteka mora ostati čista. Vsi vedo, kaj je bilo storjeno, a nihče niti s prstom ne migne. Mnogo kasneje, ko bo žrtev že dolgo mrtva, ko bodo njeni kriki nebesom v klicanju Boga za večno utišani, ko bo mit zadoščenja pravici že izparel, ko bo vse dokaj varno, bodo zgodovinarji izkopali dejstva. In lahko se zgodi, da papež poklekne na grobu ene izmed žrtev, da bi povrnil njeno posmrtno čast. Hvala, Gospod, slišimo zašepetati žrtev. In Bog se še enkrat obrne stran od svoje božanske stvaritve, človeka, in še naprej pošilja preroke, da pridigajo v širnih, praznih puščavah. Močenigo je pozabljen, nihče ga ni preiskoval, nihče ga niti ni imel za krivega, čeprav so ga morda nekateri prezirali. Še več, številni ti bodo povedali, da je bil Jezus pravično križan, saj je deloval kot navaden upornik proti uveljavljeni vladi, da je po nepotrebnem izzival pisarje, da bi bilo bolje, ko bi kar sedel pri miru in tiho in pustil duše ljudi same in pri miru, da odsedijo večnost in še dlje. In knjige bodo pisane in brale jih bodo množice, knjige, ki ti povedo, kako bežati resnici o umoru Kristusa, kako doseči duševni mir. Ne dotikaj se ga, nikoli.